Na kongresu Nove Slovenije, kako to, da ste se pravzaprav odzvali vabilu? V stranku sodelujem kot svetovalec in z veseljem spremljam njihov razvoj. Menite, da je sredina tista prava pozicija za Novo Slovenijo oziroma lahko še kaj več potegne iz te sredine? No, bistveno je ugotovitev, da Nova Slovenija že je sredina in da so parametri slovenskega političnega prostora malo preveč nagnjeni v levo, da to, kar slovensko volilno telo dojema kot sredino, je dejansko neka zmerna levica, ne pa sredina. Medtem ko je Nova Slovenija že ves čas stranka dialoga, stranka sodelovanja, iskanja konsenza in to je tisto, kar je v nekih modernih evropskih državah prava politična sredina. Zdaj, Nova Slovenija ima v zadnjih letih težave prebiti ta rezultat, 7–8%. Kaj bi morali storiti oziroma bi lahko v prihodnje uspelo iti čez ta prag njihov? Jaz mislim, da je ključni podatek, ki je pomemben za to, rezultat lanskih volitev, kjer so imeli zelo dober rezultat v generaciji od 18 do 22 let in mislim, da je njihova največja priložnost ravno v teh novih generacijah, ki niso obremenjene z 90 leti, z neko drugo zgodovino slovenske politike in mogoče povrnitev tistih zmernih volivcev, ki abstinirajo že kakšnih 10 let. Tako da mislim, da je predvsem pridobitev novih volivcev največja priložnost za boljši rezultat. Zdaj še to, veliko se v Novi Sloveniji poudarja program, mislim, da imajo skoraj nekaj 100 strani programa, danes spet programski kongres. Ima sploh še smisel se toliko ukvarjati s programom, če pa potem vlado sestavlja recimo stranka, ki sploh nima programa? Ima smisel ukvarjati se s programom, če se želiš iti resno politiko. Slovenija ima že 10 let neko krizo različnih političnih projektov, ki zrastejo iz nič na 30 in padejo nazaj na nič in mislim, da je za stabilizacijo političnega prostora pomembno, da se ravno neki tradicionalni politični aparati vrnejo v središče dogajanja in da se tudi v središče dogajanja namesto nekih praznih floskul dejansko vrne vsebina in program. Zato je pomembno, da se stranke ukvarjajo z programom, tudi če jim na kratek rok to ne prinaša nekih rezultatov. V bistvu mišljeno je bilo tako. Socialni demokrati so imeli seveda do sodelovanja gospoda Drnovška v operativni politiki težave prebiti tisti rezultat, zato ker je bil LDS hegemon enega dela političnega prostora. Podobno velja seveda danes na desnici. SDS z gospodom Janšo je hegemon, kar pomeni, da je najmočnejša stranka v tem delu političnega prostora in da je treba mogoče razviti nek nov element, nek nov prostor dejansko. Predvsem pridobiti abstinente, pridobiti nove generacije, ki volijo v večji meri, kot so v preteklosti in s tem mogoče doseči tisti boljši rezultat, ki bi omogočil vplivanje na celotno politiko. Zato, da je on večji kritik stranke na levici oziroma sredini, ki ga premika oziroma SDS kot kritik? Ja, seveda, to je tudi strateško gledano. Oni, če želijo doseči rezultat, morajo seveda držati svoj desni blok in si seveda želijo en del volilnega telesa Nove Slovenije, ampak mislim, da tudi analize kažejo, da je volilno telo Nove Slovenije zelo zvesto, tako da ne verjamem, da je lahko s tem uspešno.